Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vsak teden inspiriramo z zanimivimi zgodbami ljudi, ki sledijo svojemu srcu in so pri tem uspešni. Tokrat je z mano spet nekdo iz podjetniških vod, torej podjetnica, strastna športnica, soustanoviteljica najbolj srčne online trgovine za zdravo življenje. Nastja Kramer, pozdravljena. Ali malinca Nastja, kak ti naj rečem? Lahko kar malinca Nastja. Večina me hita kliče malinca, ker misli, da mi je malinca ime. No, vse to v bistvu ne bi bilo tako nemogoče. Nastja, kak človek pride do tega, da v Sloveniji zgradi na nek način imperij z zdravim načinom življenja? V bistvu, jaz mislim, da je ključna stvar pri tem, da ful uživaš v tem, kar delaš, ne? Da dejansko je to del tvojega življenja, ne tvoja služba, ne, da živiš to se mi zdi ključna stvar. Druga stvar pa je, da znaš potem, če hočeš zgraditi neko blagovno znamko, ljudi izobraziti. Pač meni se zdi ključna izobrazba, v smislu, da mi ljudi izobražujemo o zdravi prehrani, skozi recepte, skozi članke, skozi tem, da se jaz osebno izpostavljam, da vidijo, da je neka oseba odzadaj. Pač tista komunikacija je zelo pomembna in ko ljudje vidijo, da je kdo je odzadaj, pa da jim daš neko koristno znanje, ti zaupajo in postane tvoja stranke, ne. In tak način imamo v bistvu, danes praznujemo 7. rojstni dan in to je v bistvu tista stvar, ki jo počnemo že od samega začetka in to jaz mislim, da je pol recept za uspeh. Se pravi, da začutiš nekaj in res verjameš v to in potem si pa res začneš živeti tudi to zgodbo, ne? Ti si tudi zelo tak strastna športnica, rekreativna in tako, ko sem malo brala tvoje zapise, pa to skušaš nekako to vsakemu vcepiti v glavo, da vas pač brez športa ni zares zdravega in srečnega življenja, ne? Seveda zraven tudi prehrana. Ja, več šport je, se mi zdi, ena izmed ključnih stvari, ne? Ljudje smo naredili za gibanje. In to, da že tako 8 ur sedimo v pisarni ali pa 10 ur, pa ko imamo tukaj in drugih obveznosti, velikokrat pozabimo na gibanje oziroma ga damo na stran, ker je pač to stvar, ki ni tako nujna. In ja, mi dejansko spodbujamo zelo naše sledilce k gibanju, k športanju, pač čisto odvisno, kako mu paše, ampak jaz mislim, da to bi moglo biti vsaj parkrat na teden na našem urniku. Jaz tudi našo ekipo ful spodbujam k temu, imamo skupne treninge z malincami vsak teden. Pač se mi zdi, da vedno je tako, če hočeš kako stvar naprej predati, pa nekoga navdušiti, da nečem moraš biti prvo ti navdušen, pa pol moraš svoje bližnje navdušiti in potem se lahko to navdušenje širi. Ker jaz vem, če se moja ekipa ne bi rada gibala pa športala, pa ne rečem, da se sploh vsi. Pri enih še vedno se trudim spodbuditi to strast do tega, ampak ja, ko so ljudje okoli tebe navdušeni, pa če je ekipa navdušena, bo tudi lažje naše stranke navdušiti k temu, ne. No, ker si glih ekipo omenila, vas je zdaj že 10, začele sta pa 2 oziroma bolj ste kar hitro nastale 4 in to same babe. Povej mi, kako to funkcionira, ker dostikrat ženske ne morejo ali pa ne moremo funkcionirati skupaj, recimo jaz osebno ful rajši delam z moškimi, ampak ste pa speljali res tako uspešno podjetništvo, ki je tudi na nek način podjetništvo, je še vedno, se mi zdi malo tako bolj ne vem, ko da malo pada na ta moški playground, ne? In kako to, da ste se lahko tako dobro povezali? Kaj je bilo? Zdaj tako začelo se, da sem začela z mojo najboljšo prijateljico, Andrejo, potem se v bistvu pridružila moja sestra. V bistvu moram povedati to, mi da smo si dali na začetku edino pravilo, ko smo začele, pa imeli smo ga tako na veliko na tabli v pisarni, ne zaposluj sorodnikov in prijateljev. To je bilo najno edino pravilo, res. In prav tako na tabli smo ga imeli na veliko naprintanga in tako seveda, pač kar se reče, se potem ponavadi zgodi, ne. In mi da sem prvo zaposlila mojo sestro, potem njeno najboljšo prijateljico, in tako so pol prikapljale različni člani ekipe. Danes nas je 10, res je, da nas je bilo v bistvu prvih 6 let, pa pol skoraj smo bile same punce. Zdaj trenutno nas je sicer 10, 8 punc pa 2 fanta, oba sta moja sestriča, da nadaljujemo družinsko to, vse skupaj. Jaz moram reči, da glavna stvar, če hočeš, da ti uspe v ženskem timu, je to, da si zelo odkrit. Da si zelo odkrit v smislu, da se vse stvari poveš,
tako so, da ne zameriš, ker punce smo take, veš, če ti kar eno kritiko bo rade zamerijo. In jaz sem tudi na začetku povedala, če je kritika vedno dobro namerna, zato da se stvari izboljšajo, da se boljše naredijo, in nikoli ne gremo na osebno raven. Teda pač se mi zdi, da vsi v ekipi znamo dobro sprejemati kritike, pa zelo odkrito si povemo stvari. Smo imeli v ekipi tudi članice, ko so prišle, pa si videla, da tega niso sposobne, pa so bile pa neka upravljanja, pa sem pač take punce so mogle iti. Ker res hočem ekipo, da se med sabo dobro razumemo, da je dobra energija, da si povemo stvari in tudi fora tem, da mi smo vse tudi osebno prijateljice oziroma prijatelji in pač moraš res znati tukaj poločiti, kaj je prijateljstvo, kaj je pa biznis. In mislim, da trenutna ekipa, ki je, zna to zelo dobro delati in zaradi tega tudi dobro funkcioniramo. V bistvu vsak pri sebi mora pravzaprav to znati handlati, istočasno pa tudi kot ekipa, pa recimo ti kot vodja, pa to moraš tudi znati dobro. Verjetno so kdaj bili tudi kakšni izzivi, nekaj si že omenila, ampak fajn je recimo, koliko jaz razumem, pač vaša ekipa, tudi če je iz družinskih krogov, se veš, včasih pravijo, kako še gre tisti rek, družina raztrgana žlahta raztrgana. Ampak se mi zdi, včasih pa družine zelo dobro funkcionirajo, že v osnovi je ogromno ljubezni noter in te bližine in lahko pač iz tega dejansko to zelo dobro podpre, naprimer poslovno zgodbo, vse poznamo zelo močna družinska podjetja tudi, Ampak kako pa recimo handlaš potem izzive, ki pa se pojavijo, ko moraš dejansko stopiti kot vodja noter v ekipo in narediti pač red? Jaz mislim, da mi ful sproti rešujemo stvari, pa izzive, ki so, mislim, na dnevni ravni in nikoli ne, se mi zdi ključnega pomena tudi, da mi nikoli odločitev ne predlagamo za naprej, pa naprej. Ko se o nečem pogovarjamo, to rešimo takoj, ko neki izziv ga rešimo takoj. Ker mi se zdi, da najslabše to, kar lahko podjetnika, pa nek vodja ekipe naredi, da skozi predlaga prvo odločitve, za naprej, pa naprej, a itak se enkrat moraš odločiti, In tukaj se mi zdi pač ključnega pomena, da res hitro sprejemamo odločitve, hitro rešimo probleme in pa tudi ne nastanejo neke take, pa tudi ljudje nikoli ne, da bi jaz našla neko napako, oziroma je redko, ampak mi jo sami povejo, okej, pač zaserajo, in to se mi zdi, da je ključnega pomena, da ni tisto pol, da jaz nekaj najdem, pa se moram spizditi na nekoga, ampak le en reče, se upravičujem, da je pač zajebo sem, pa se zmenimo, pač jaz nikoli dobenega takih stvari ne kaznujem, zato pač se mi zdi ful cool, da povejo, pa da hitro rešimo stvarmi, ko pa da zadržujejo za sebe, pa skrivajo nekaj stvari. In to se mi zdi, pač na začetku, ko nekdo začne delati, jaz vsem povem, pač na kak način pri nas delamo, kaj od njih pričakujem in itak pol hitro vidimo, če je to ena oseba, ki se bo v naš tim vklopila lahko, pa na tak način delala, ali pač ni, Pač ključno se mi zdi, da je predvsem energija ljudi dobra. In tudi zdaj, ko naprimer iščemo sodelavce, vedno gledamo na to, kakšno energijo imajo. Zaradi tega, ker pač, če je nekdo energičen, ima pozitivno energijo, je tak dobrovoljen, se bo ful hitro vklopil v tim, pa hitro se bo naučil stvari, tudi če jih zdaj ne zna, pa če se pripravi naučiti. Če pa dobiš enega, ko je ful pametno, ful stvari zna, pa ima izkušen sam, če je pa tak morglas, pa slabe volje, to vpliva na celo ekipo. Teda tukaj pač to sem se sicer mogla naučiti, ker na začetku smo kar veliko ljudi menjali, pač nismo prišli do te ekipe pač iz danes na jutro, ampak je trajalo par let, da sem videla, da pač ključna stvar je to, da se energije med nami ujemajo, potem pa vse ostalo. Se pravi, si v bistvu nekako tudi tvoje dojemanje tega, kaj je dobra ekipa ali pa vaše, je raslo s časom in z izkušnjami, Zdaj, si ti vedno vedela, da boš podjetnica ali se je to nekako tudi sproti zgodilo oziroma je to tvoj prvi podjetniški poskus ali kako je bilo pri tebi? Niti ne spomnim se, če sem se vedno želela biti podjetnica, ampak ko sem se pa enkrat srečala, ko sem začela študirati ekonomijo, vedela sem, da hočem v neki zvezi z ekonomijo, s podjetništvom tem delati. Ampak dokler pa jaz nisem začela res dobila prve službe oziroma začela hoditi v službo, tega nisem vedela. Ampak ko sem pa začela, sem pa po enem mestu vedela, jaz hočem biti podjetnica, zaradi tega, ker sem videla, da pač, ko imam nekoga nad sabo, da ne funkcioniram dobro, zaradi tega, ker pač nimam proste poti pri uresničevanju idej, ker pač idej imam pa ful in me je to ful omejevalo. Pa tudi pa tisto, da moraš biti od 8 do 4 nekaj, pa do kuhni imaš dopusta, pa take stvari. Sem rekel, to pač res ni za mene. Ful hitro sem to ugotovila in potem bila v bistvu malinca prva taka ideja, da gremo probati nekaj za sebe. Na začetku je bilo mišljeno, samo dajmo probati, ni bilo kot neka
ful big ideja, ki bo ne vem kaj nastalo iz nje, ampak pač tisto, dajmo to, kar imamo rade, združiti v en biznis, pa vidimo, kaj bo tek za popoldne, a ne. Ampak ja, se je pa ful hitro razvilo potem v take razsežnosti, da ni bilo samo za popoldne, pa po noči, ko smo delali, ampak je bilo pač zahtevalo pač cel dan, pa 2 osebi, da smo se v bistvu po 3 mesecih, ko smo ustanovili podjetje, pa odločili, da gremo pa all in, pa da pustimo vse, kar smo predelali in se posvetimo 100% Malinci. In ja, to je to, da je bil moj prvi podjetniški poskus, tak. In v bistvu iz tega je zraslo do danes 187,000 uporabnikov, mislim, to je že skoraj četrt Slovenije. To je ful dober rezultat in več kot 1 milijon izdelkov ste že poslali, kar je res, mislim, res taka amazing podjetniška zgodba. Ampak ti sem zasledila tudi zdaj malo predavaš tudi o podjetništvu oziroma o podjetniškem načinu razmišljanja, ne? Se pravi, čeprav nisi vedno v sebi not čutila, da bi bila podjetnica, si potem to spustila in kaj zdaj pomeni v bistvu podjetniško razmišljanje, ker vemo, jaz tudi vem recimo, da lahko podjetniško razmišljanje super integriraš tudi v lifestyle oziroma v svoje vsakodnevne odločitve. Kar sem se jaz pri podjetništvu naučila je to, da ena izmed ključnih stvari podjetniškega razmišljanja je fokus. Če hočeš biti v eni stvari uspešen, se moraš na začetku na njo fokusirati, pa jo dobro speljati. In to jaz na začetku sploh nisem imela te lastnosti, nisem znala, pa še danes nisem zdaj briljantna v tem, ampak ja, to sem se mogla naučiti, da če hočemo v bistvu Malinco pripeljati nekam, se moram naučiti fokusirati in zaradi tega sem mogla potem jaz kar veliko drugih projektov in stvari, ki sem jih tako počela, pa so mi bile tudi fajn, dati na stran oziroma jih pač opustiti. In ena izmed teh stvari, na primer, so tudi predavanja, ki sem imela včasih še veliko več, kot jih imam danes, zdaj sem se res omejila na eno stvar na mesec in to je to. Ja, pač v bistvu jaz vedno na teh predavanjih vem ljudem, na kak način smo mi začeli in kako smo na začetku razmišljali in kaj smo se pač v teh 7 letih v bistvu naučili. Ne? Ker pač vsak podjetnik se loti biznisa iz nekega drugega razloga. Eni zaradi tega, ker noče imeti šefa, eni zaradi tega, ko jim je nekaj stvar ful fajn, pa hoče to delati, eni se zaradi, mislim pač razlogov je ful različnih, a ne. Eni se zaradi tega, ker so leni, pa hočejo hitro zaslužiti nekaj, pa da potem bodo nikoli več delati, a ne. In zdaj pač moja filozofija je ta, da imam v bistvu prosto pot pri uresničevanju idej, da imam lahko okoli ljudi, da delam v družbi, ki za sama izberem in mi je pač ful dober in da dejansko ni tista ločnica med službo pa zasebnim življenjem taka velika, da je zelo povezana stvar skupaj. To, da lahko danes grem na potovanje, pa da me 2 meseca na leto ni, pa lahko delam od kjerkoli pač sem že. To so neke take stvari, ki so pač meni, pa da lahko počnem to, kar mi je res ful fajn, a ne, ker se sama odločim, kaj bom delala. Teda to so stvari, ki so pač, za kar sem se jaz odločila za podjetništvo. Ful mi je bilo zanimivo, ko si rekla fokus, ne, ker se mi zdi, da pač zdaj, ko tako govoriš, pa ko pogledamo zgodbo Malince, se zdi, kot da je vse skupaj kar nastalo samo od sebe, ne? Kot da je bila neka sreča tu noter, ampak v bistvu je bilo pa ogromno zadaj nekega, tudi odpovedovanja, tako kot si rekla, najbrž, ne? In tudi nekega soočanja same s seboj, ne? V enem trenutku sta mogle v bistvu pustiti neke stvari in se odločiti, zdaj pa gremo to mainstream, samo to in kako si vedela, kako ste vedeli, da vam bo to ratalo? Je bil kdaj prisoten ta strah, kaj pa če ne bo, ali pa kaj pa bomo z denarjem, ali pa veš v tem smislu? Jaz moram reči, da to vprašanje sem imela pred kratkim in prav nikoli prej nisem o tem razmišljala, ampak mi nikoli nismo mislili, da nama ne bi uspelo. Ampak res tisto, ko sploh ne pomisliš, da mogoče pa ne bo šlo. Vse bo šlo, nekaj bomo že zrihtali, a ne. Pa smo imeli vmes v obdobju enih 2 let, ko je bilo ful veliko izzivov, ko smo imeli celo ekipo, strategijo, ko je finančni tok bil slab, ko je bilo ful enih izzivov, ampak nikoli pa ni bilo tega, da bi rekla, kaj pa če bi mi zdaj kar obupale, a pa ne bi več tega delali. Pač vedno smo hoteli stvar neko speljati. Vse so bile smernice, v katero smer gremo vsako leto druge, zato si tudi dolgoročnih ciljev ne postavljamo, ampak da bi pa da rekla, ne bo nama ratalo to pa ne. In jaz mislim, da je to ključnega pomena, ker pol, če ne razmišljaš o tem, da ti ne bi ratalo, skozi razmišljaš o tem, kako boš prišel naprej in se ukvarjaš s tem, kaj pa če ne bo, in imaš fokus v pozitivno smer, ne. In to se mi zdi kar ključno pri podjetnikih. In tudi zaradi tega ima ena podjetja pač krajše življenjske dobe, ker pač
moraš ustrajati, moraš priti čisto težavno obdobje, pa naj se to zgodi ali na začetku ali pa 3-4 letih in čez tisto pač moraš priti. In če verjameš, da ti bo uspelo priti čez, je veliko lažje iskati neke rešitve, ki priti čez to, pa se izobraževati, iskati pomoč, ko pa če obupaš. Jaz sem vesela, da dejansko nikoli nismo imeli tistega problema, da bi rekli, kaj pa če bi si obupale, pa šle, pa zaprle, pa ne vem, karkoli. Teda ni bilo tega. Zanimivo, ker recimo tudi ženske smo mogoče malo bolj nagnjene v to analiziranje, kaj bo, če bo, ne, moški se mi zdi bolj tako grejo z glavo skozi ali pa za nekim fokusom. To sem jaz. Recimo Melinca je zdaj ful uspešna in raste. Ali razmišljate, da bi razširili pač to tudi izven države ali boste obdržali pač vse skupaj na tej neki obvladljivi ravni, pa vzdrževali pač to neko tako, ker se veš work-life balance, ne? Če na primer podjetje ful naenkrat začne rapidno rasti in potem širjenje v tujino, se malo poruši v bistvu ta neka način življenja. Mislim, način življenja postane pol res samo še posel, ne? Se mi zdi. Ja. Smo v bistvu zelo veliko razmišljali o tem, zaradi tega, ker pač mi smo šli pol na to. Pač obe si želimo, da je bilo podjetje veliko, da bi zraslo, nočemo pa, da se to zgodi prehiter, da na to nismo pripravljeni, pa da nam bi to res, tako si povedala, podrlo nek lifestyle, ki ga imamo, ker nam je pa ful fajn na tak način, ko živiva. Andreja je ful taka družinska, pa imamo otroke že, jaz sem pa bolj taka, gremo na potovanja, gremo, da se dogaja, pač pa imamo ful rada tudi svoje aktivnosti, ki jih počnemo izven Malince, ne. Da pač tega nočemo izgubiti dobena in smo rekli, da imamo potem raje rastiti malo počasneje, pa brez nekih investicij pa to, pa da lahko ohranjamo stvari na taki ravni, kot jih imamo zdaj, ker se da. Če si vmes, ko ti rasteš, gradiš ekipo, taka ekipa marsikako stvar pač prevzame, ne. In zaradi tega tudi pri nas ni bil tak hiter prehod iz danes na jutri, da bi šlo iz nič na 3 milijone, ampak je pač to trajalo 7 let, da je šlo do tega, ne? In smo se tako sproti skozi pripravljaš in širiš ekipo in pa si nekako skozi na isti ravni. In jaz tudi moram reči, da danes, ko smo, 5krat večji, kot pa 3 leta nazaj, dejansko delam skoraj manj kot takrat. Ne? Zaradi tega, ko smo se sem postavili neko ravnovesje, pa ne mudi se nam z glavo skozi, čeprav je pa res, da delamo, jaz ne rečem, da delamo veliko, ampak delamo ful pametno. Odkar smo se pač naučili, v katero smer moramo iti, kaj je naš fokus, kje dejansko mi lahko naredimo nekaj več, se znamo res malo bolj usmeriti tisto stvar in tisto stvar delati in se nam ne mudi zdaj ful. Zdaj, plan sicer je, da se širimo v tuje države, absolutno. Se tudi letos ful raste Hrvaška, tako smo že zrasli za 500% sam letos, ker smo se fokusirali letos na hrvaški trg in je to fokusna država letos in ful je poraste. Imamo v planu pol tudi Nemčijo, imamo pač evropske države je v plan pokrita. Ker nek naš ultimativni cilj, ki smo si ga pač zadali, je to, da bi postali vodilno podjetje v Evropi na področju zdrave prehrane in naravne kozmetike. Ampak to je res ultimativni, to ni zdaj, da hočemo čez 10 let, ampak to je dolgoročno nekje v prihodnosti, zdaj pa kdaj bomo, pač bomo, se nam nikamor ne mudi. Ker se mi zdi bolj pomembno to, da se imamo mi fajn, da imamo tudi prosti čas, da uživamo življenje, da zaslužimo, da lahko gremo na potovanja, pa hkrati tudi pač razvijamo biznis pa rastemo. Ta balance narediti. Ja, to je na nek način tudi point bil, zakaj recimo ste se odločili za podjetniško zgodbo, ne? Na koncu koncev se odločimo za to, da bi imeli svobodo tudi za te druge strasti, ki jih imamo, ne? Tako si zdaj naštela. Ne? In ful se mi zdi pomembno, da bi to v podjetniškem svetu malo bolj se poudarjalo, ne? Ker se recimo sploh v tej startup sceni in tem podjetniškem ekosistemu ful forsira, se mi včasih zdi preveč ta rast, da moraš zrasti, da moraš v 2 letih eksplodirati v svet, ampak point podjetništva je ravno ta svoboda, da ti delaš nekaj, kar te veseli, istočasno pa imaš še zraven življenje. Ne? Ja, itak, ja, tega je ful veliko. Mislim, pač, se tudi moraš vedeti, če so zraven investitorji, je itak vedno mora biti čim prej, da se vse stvari povrnejo. Pa tudi ful je fajn, veš, dejansko, ko ti rasteš, mi smo lani imeli 150% rast prihodkov in tako, da je tak excitement, ful je fajn, idemo še, a veš tisto, pač ful je fajn feeling za podjetnika in zaradi tega, ker je tak fajn feeling, mi se onda dobro počuti, naprimer, pol še forsira, veš.
In tukaj se je pa težko ustaviti, ker te ta tok potegne. Jaz mislim, da marsikdo reče, da ne, ampak ga vse skupaj tok potegne, da pač gre v tisto smer, veš. Ker tu se moraš tudi malo nazaj držati včasih, pa reči, ok, zdaj pa dajmo se umiriti, se bo, ne. Se tako hitro se nam pa spet ne mudi. Ker če ne te res potegne in pa si pač tam, tako si rekla, ko zgubiš vse ostalo in si res samo v biznisu, ne. Tako, in v bistvu to, kaj si rekla, ne, ustavimo se malo, razmislimo, saj se nam ne mudi, se mi zdi kar taka življenjska modrost, ne, generalno, ravno tako trpežljivost, veš, da v bistvu razumeš, kaj se dogaja, ne, da se ne zaletavaš, lahko hitro zrušijo stvari, ne. Tako je. Nastja, za konec še, kaj si želiš za svet, v katerem živimo, zato ker vseeno vaše podjetje, v bistvu Malinca, je ena taka, kako bi rekla, ladja, ki prinaša nek zdrav način življenja, neko novo filozofijo, pozitiven pogled na vse in to vse izvira nekako iz nekega srčnega poslanstva, koliko jaz razumem, res iz vas, ki to delate. In kaj si pa želiš ti osebno, recimo, za naš svet, v katerem bo Malinca delovala in mi vsi? Mi smo si tudi zadali, ne, to smo ful razmišljali, o tem je bilo lani, se prav spomnim proti koncu leta, tako oktober, november, smo si pač rekli, ok, v katero smer mi zdaj sploh gremo, kam mi sploh dolgoročno hočemo, a ne, kako bi pač to vse skupaj združili, ker skozi smo na nekih različnih tematikah, dajmo to strniti v eno celoto, ne. In takrat sem pa jaz rekla, dajmo narediti en projekt, na katerem bomo združili vse, kar smo mi, a ne, in kar si mi želimo tudi za naše stranke in oziroma za vse ostale. In tako je v bistvu pa nastal Malinca Lifestyle projekt. Jaz sem rekla v celoti naši ekipi, naj mi vsak napiše, kaj je njegov recept, ali pa kar so stvari, ki bodo zagotovile neko zdravo, dolgo in srečno življenje, ne. In potem so vsi napisali svoje stvari, mi smo to pa združili v eno celoto in nastalo je tak 17 načel, Malinca Lifestyle načel, ki združujejo nek zdrav in srečen način življenja. In pač mi hočemo, kar zdaj mi delamo, delimo to naprej med naše sledilce oziroma kupce in pač to je to, kar si mi želimo, a ne, kot podjetje in tudi jaz osebno, zato ker pač itak to je bila ideja, ki sem jo imela in mi je ful dobro, da so noter združene stvari celotne ekipe, kar njim pomeni, ko može kakšna stvar meni malo manj, pa komu malo več, ampak da smo združili res razmišljanje takrat 7 različnih ljudi in naredili neko Malinca Lifestyle recepturo, ki jo zdaj delimo med naše ljudi, no. In to je pač tista stvar, ki si mi želimo deliti naprej, torej pač, da smo ljudje srečni pa zdravi, no, to je to. Srečni pa zdravi, ne glede na to, kako klišejsko to zveni, je čist res in je ful pomembno, ne. Hvala ti, Nastja, za tvoj čas, dragi gledalci in poslušalci Fine podcasta, ostanite srečni in zdravi s tem, da ste šli v dan. Čau! Čau!